Zdaj gre pa zares. Trip v Španijo, 14 dni Andaluzije, se je začenja. Kako pa toplo, ko noč pa 30 stopinj, vrhunsko. Valjda me je taksi ruknil na napačni ulici ven. Sem v Valenciji, sem v centru mesta, zdaj hodim pred fleto, ker moram hoditi takim 20 minut zdaj do flete, ker me je taksi narobe peljal. Po 35 evrov sem plačal za taksi. Dobro jutro, sem skupaj iz Valencije. Takole, mi smo naspali smo se v naši mali sobici. Zdaj vroče je bilo, kaj pa noci, pač res je. Toliko je vroče po nas, jaz sem celo noč odkrit, enak spal. Ampak ključkana sobica, zdaj bom pokazal na klipku, kakšna je. Zdaj pa iščemo zajtrk, iščemo en dober zajtrk in vem, kam bom šel v Bastard Coffee Kitchen. Tako da ko mi čakam, da pridem tja. Je pa tako full folka, zunaj vse je še zaprti, tako ura je pred 9 in je še vse zaprti, klasika za Španijo. Ampak ja, rabim dobro kavo, rabim dobro hrano, pa spet me vsi full gledajo. Ampak je takle pa sploh več ne razume, tako da se bomo malo sprehajali zdaj. Mi je pa full všeč v Španiji to sem že malo pozabil, pač če ni avta, pa je rdeča luč, pač pet čez. To ima tako praksa in je pravuna, moja exciting. Kaj imaš pa počutek kar na morju, a slišiš? Me je že izučilo in vem, da je obvezna oprema tole. Tako da na 35 stopinjah ni pametno po mojem hoditi brez sončne kreme okoli. Zdaj se pa že mehko pozna tale španska temperatura. Jedel sem full food brunch. Vam pokažem, kaj je v klipih. Se pravi, iz 3 delov je sestavljen, dobiš najprej kavico, pa naravni pomarančni sok, dobiš glavno jed, ki sem jaz Eggs Benedict z avokadom in pa še sladico dobiš zraven, ki je bil pač kost korenčkove torte, ki je bila bolano dobra. To sem videl pri BowFit, Fat Foodies, to sta v bistvu dva youtuberja Španca, pač, ki ima sta top content, ki jih spremljam. Tako da pač pofollowajte jih, da te videli, kje morate jesti v Španiji, pa po svetu tudi. V bistvu je res epsko to kle v Valenciji, pač skozi so neki taki parki, vse posod, kamor greš. Da pa res, da je zraven cesta, ampak tak je glavni park, v bistvu imenuje se Jardín del Turia. To je čez celo Valencijo, počasih je bila to, kako se reče, struga reke Turia, ki je bila leta 1592 ali pa pol kasneje, 1952, tako nekako. Je pač poplavila mesto in takrat so izsušili po to reko in naredili strugo drugje in zdaj pa teče ta največji park, se pravi Jardín del Turia, čez celo Valencijo, tako šušuk dol in greš lahko pač peš od severa do juga do plaže in to imam jaz tudi namen. Sam naprej moram do tebe priti, imamo pa še par stvari prej po mojem za pogled. Kako dober. In pa če strendom takole, ko hodaš v parku, tam zadnji, kip Atene, Atena je grška boginja vojne, zaveznica potnikov, moja zaveznica, my buddy. Pač to je res lepo, to je ful veliko zelenja sred mesta. Jardín del Real, se pravi, Real, kako to slovensko bi že res prevedel, kraljevi vrtovi so tole sred Valencije. Pač kamorkoli gre samo zelen, prav hudono, prav zakon. Se mi zdaj za ta ogromna mesta, ker ratala neka klasika, že to, da pač mora biti posod tega gradbišča. Tam, ko ni avtov, tam so gradbišča. Tam, ko so avti, so tudi gradbišča, ampak so še avti zraven. Vidiš, o tem ti govorim pač. To je Plaza de la Reina, v bistvu je to trg, kraljičin trg in tale trg ne zgleda nič kraljevski, ker je pač samo gradbišče. Je pa tukaj zadaj še Iglesia de Santa Caterina, se pravi cerkev Svete Katarine. Je pa dosti lepa, pa ni v gradbišču, tako da je izven gradbišča in ja, ampak je še vsem ima nek svoj vibe ta Valencija, Španija pač nasploh itak. Te ulice so res čarobne, to je, tako se sprehaja, potem noter, šopi, trgovine, vse je ful pisano, vsi tak špansko pričajo, da pač to je tako, tak dober vibe.
In zdaj gremo v enega izmed mojih najljubših mest tukaj v Valenciji, oziroma placo v Valenciji, in to je Mercado Central, Mercado de Valencia. To je v bistvu tržnica, ki je ogromna, kjer imaš vse od hrane do, ne vem, kao hrana obrokih, hrana sadje, zelenjava, siri, njihove specialitete, sladice in vse stvari. In že samo v bistvu okoliš tega Mercadota je tako ful dober. Pač imaš tako cerkvice, take, kakor že posod tle, imaš zunaj že takele tržnice odprte. Noro, vam kažem itak spotoma, vse ste videli zdaj klipe pa to, kako zgleda noter, kaj vse je noter, pa se javam mogoče kaj še od tam. To. Pač to je noro, koliko je to enih stvari. In v bistvu ful mi je všeč ta kultura pitja kavice za šankom. Pač tako, ker se folk sestav, kavice naroči, poka za šankom, spije, plača, poka gre in to je to. Res dober market, no res. In v bistvu še kaj ven prideš iz marketa, imaš tako same neke pekarnice, trgovince in restauracije, ena zraven druge. Tukaj v Španiji je ful popularen ta zajtrk, ne vem, se pravi tostada con tomate in jamon, oziroma aceite de oliva, in to je pač njihov tako zajtrk, in to pač posod to dobiš. Pa imaš pač tako malo rogljičke, pa kavice, pa uno, pa tretje. Prav pogrešam to, ko sem pol leta živel v Španiji, je bilo to tako na meniju kar veliko, pa res pocen, pa tako dobiš ta zajtrk, pa zraven kavico za 2 evra, pa ne vem, pa pol čabe. Tole tukaj direkt za mano, ko pa je, tale zgradba, oziroma zdaj v Valenciji, pač Valencija govori valenščino, nekaj pač drugačen dialekt, kako imajo prleško pa to. In ta zgradba tukaj je La Lonja de la Seda, ampak oni pravijo pa La Junta de la Seda, se mi zdi. In to je v bistvu trgovinska borza, zgrajena v pozni gotiki, se pravi, to je tam nekaj konc 16. stoletja, oziroma začetek 16. stoletja, konc 15. stoletja. Vidi se ta tipična arhitektura gotska, se pravi, ful je teh ornamentov, vse je bolj tako špičasto, vse je bolj izrazito narejeno. Je pa tudi, kot sem že rekel, trgovinska obrtna zbornica, zgrajena iz 3 delov, pač 3 velike dele ima, ena je neka glavna hala, ena je še neka ne vem kakšna hala, nek tribunal in pol je še nek stolp zraven, ki je še ločeno. Tako, malo na hiter. In zdaj se nahajamo na Plaza del Ayuntamiento, to je v bistvu nekako kot glavni trg, no, oziroma Ayuntamiento, to je ponavadi občina, ta predstavnik te province, recimo baza province, in tukaj za mano trenutno je ta Ayuntamiento, se pravi mestna hiša, in to je tak lep trg, oziroma trg, ne vem, če bi lahko, pač plaza, direktno pred tem, in je ful dobro, ampak vroče že toliko kaprnotske, bo treba kaj spiti počasi. Da se pa nahajamo na Plaza de la Virgen, se pravi trg, po mojem, da je Device Marije, no. Tako zgleda, ful luškano je v bistvu, ker imaš na sredini je tak ogromen trgec, zadnji vodnjaček, pa imaš pa take zgodovinske stavbe okoli, imaš cerkev, po mojem, da je to pač Plaza de la Virgen, imaš to, se pravi katedrala, mislim, da je to valencijanska katedrala, pa itak valjda restauracija okoli, pa Real Basilica de Nuestra Señora, se pravi bazilika naše dobre dame, kako se to reče. Tako, zdaj gremo počasi v park, pa vam tam malo po vlogam pokažem, kako zgleda dejansko sprehod po parku od severa proti jugu Valencije. Koliko je dobro, da sem se malo zgubil, da sem najdel ta arheološki center tukaj zadaj. To je čar teh mest, da pač hodiš, ok, malo pogledaš na Google Maps, da veš, da greš vsaj približno pravo stran, ampak pač hodiš, se zgubiš, najdeš druge stvari, ki jih drugače ne bi najdel. Tako, lušno. Po dolgi hoji sem se prebil do tegale Jardín de Turia, mislim, da sem prav povedal. In tole, glede zadaj, je Puente de las Flores, se pravi most rož, oziroma most z rožami, rožni most, ne vem kako bi rekel, kar rožna dolina varianta. Ne, pač to je most, kjer je pač na vsaki strani so klopce in pač zraven tako tegeljci rož. Tlele je pa Puente del Mar, to je pa pač
Morski most. Pač tako, po špansko se ful bolj sliši, pa pač prevedeš v slovenščino Morski most, to ne vem, kako se sliši. In na tem mostu tukaj gor, se spomnim, je nastala prva fotka, ko sva šla z Alenko na izmenjavo v Mursijo, sva bila en dan v Valenciji in tukaj gor na tem mostu sva se slikala, pa me parlimam to fotko kle gor. In danes kle obujam zdaj spomine, sicer sam, ampak so pa lepi spomini na tistih pol leta, ki so bilo v Španiji. Evo nas v Jardín del Turia. Turia, kot sem že rekel, to je bila reka, ki je tekla skozi Valencijo, tukaj po temu, ki je zdaj tukaj park, se pravi tukaj, ki vidite vse, to je bila čas vse reka. In ko je poplavila ta reka, takrat so pač izsušili pol to strugo, jo dirutali, se pravi so strugo naredili, da je šla drugače, ne več čez center mesta in iz tega naredili park, ki se razteza vse od juga proti severu Valencije, oziroma od juga proti severu, pač od vzgorja navzdol po Valenciji, ker ne vem točno kako je obrnjena na zemljevidu. Ful luštno, pač res tako za sprehajati v senčki, lepo pihla, ker zunaj je že 36 stopinj. Teli stoli so pa zdaj kar na lež za mene narejeni, prav sam zame, če bi šel v senčki, bi še bolj. Zdaj, ker sem se malo sedel, lahko nekaj malega povem moje mnenje in v bistvu nekaj malega o Ciudad de las Artes y las Ciencias. Kakor ste lahko videli, oziroma kakor lahko vidite, je to zelo ogromna zadeva. Arhitekt je bil Santiago Calatrava, on je po večinsko naredil, no pa je pa v bistvu še Felix Candela bil isto arhitekt, ki je dokončal zadeve. Dela se je 10 let skoraj, od 1996 do 2005. 900 milijonov evrov je bilo vloženih v to noter, kar se v bistvu lahko vidi na vsem razkošju in na vsem, kar se lahko noter dobi. To je res ogromna zadeva, pač folk tu zunaj supa, folk se fura iz kajaki, noter so restauracije, noter so muzeji, največji evropski oceanografski, se pravi akvarije, klele, se pravi oceanografski muzej, pač noro, ogromna stvari, iz 9 delov je sestavljeno, oziroma 9 stavb sestavlja ta celoten kompleks, ta Ciudad de las Artes y las Ciencias. V bistvu ful festivalov se tukaj dogaja, ful dogodkov se tukaj dogaja. Drugač pa, tisto, kar sem vedno govoril prej, mislim, leži na koncu tega kanala pač reke Turia, 1957 je pa poplavila ta reka, no, in takrat so pač jo rirutali in to začeli, pa mislim, začeli delati plane, kaj bojo tukaj naredili in tako in pol. 1996 so ta plan začeli realizirati. Huda izkušnja, hudo je bilo, sicer res ful nisem tak tip človeka, da bi hodil ful po teh muzejih noter še, pa tako, ne vem, bil sem na Majorki v oceanografskem muzeju, pa mi ni bilo nekaj tako, sicer kle plava, da se res plača iti, tako da če ste fan tega pejte. Drugač pa ja, zdaj bo treba nekaj najti čas za jesti, pa da se usedem, pa da se malo spočijem, ker imam po mojem že okoli 30 ur korakov, pa ura je 3 popoldne, tako da malo sem utrujen. Jedel sem najboljše enčilade do zdaj, pač noro. Lepo tortilice, koruzne, polnjene s piščancem, serom, fižolom, čez zraven fižol, zraven riž, zraven malo zelenjave, jalapeno, paprike, da lepo zapečemo noter, pa to tako za 9 evrov, pač. Njami. Zdaj pa proti plaži počas. Prav ta veter takoj začutiš iz morja, ki pride, topel sicer kle, ampak še vse je, pač je veter. No, mislim, jaz pa še na plaži, no, zdaj smo prišli do marine, zdaj gremo počasi proti plaži, ampak pač je važno, da sem zraven morja. Prav spomnim se na zadnje, ki sem kle hodila z Alenko. Pač hodiš, se sprehajaš, takrat so da še zelo tako, zelo na začetku študentskih let, itak vsak evrček pogledaš, kaj ga bo zapravo, zdaj sem v marini in pač še zdaj po toliko časa se mi zdijo cene v marini res visoke. Ampak pač, ko prideš tako za Vogal, pa vidiš, se pa spomniš, da dejansko kle sem pa že bil, ja, to se pa nekaj spomnim, ker prej pač nimaš pojma, da si, jaz vedno mešam Barcelono pa Valencijo, kar se tiče tega plaže in tega dela, ker se mi zelo podobno in pol ne vem kaj, ampak zdaj jasno lahko ločem. In tukaj zdaj zadaj za mano se bo pa razprla Playa de Valencia, Playa de Valencia. Ja. Mogoče pa je malenkost drugače, kot sem si predstavljal, oziroma vsaj takrat, ko sem videl, da tukaj ni bilo več toliko folka na plaži, pač da je nabita plaža, čist nabita, polna. Jaz bom po mojem tam nekaj na kavice spil,
vidite, koliko so cene, pa proti plaži. V bistvu ni tako to, koliko so cene, koliko je to, kje vrste, ker je pač vrsta, vani ne bom za eno kavo čakal pol ure tamle, da bom lahko gledal ljudi, ki se kopajo. Grem najkela dol na plažo, pa je to. Kaj da bi hodil po Floridi, no, nisem še bil tam, pa je tako občutek manj, da tako je tam, prav zakon. Hudo. Se kličejo najboljša heladerija, se pravi sladoledarna v Španiji. Paradise je tale sladoled, award winning baje, tako da bomo probali. Djega pištacija. Je award winning, ja? Pa še hitro kupi, ampak je dober. Se ne da hodim že 45 minut, pa še kar hodamo po plaži. Zdaj pa že čutim, da sem tako že rahlo pržgan, ko da grem tjale dol. Danes že ogledano Cafe Pan. To je neka sicer franšiza, ampak pač kavica bo dobra po mojem. Ker to zdaj rabim kavo pa led zraven, da si naredim cold brew varianto. Pa šetnem nazaj po isti poti, sam da po vodi. Tista veš nogice vode, pa cop, malo tako. Malo pa zved ljudi, se veš, kaj mislim, ne? Skoraj bi si zažgal noge, ko sem dal don čevlje in stopil na mivko in mogel 50 metrov prehoditi po mivki. Pač to je toliko pekel, ne upam, da jutri ne bom imel mehurjev, ampak zdaj pa lepo lagano hodim po vodici, opazujem okoli sebe ljudi. Pač dal sem gor story in napisal sam la video, pač to je življenje, ja, to je življenje. Ko le rečem, prehodil sem celo Valencijo. Trenutno sem na skoraj na 40 ur korakov, tako da je bil kar pester dan, človek rekel. Zdaj pa v Café de las Horas, baje imajo tukaj najboljšo Agua de Valencijo. Dobim se, ne moram reči s kolegico, ki pač ne poznam, ampak zdaj na Slovenko, ki je tudi v Valenciji, ki je glih včeraj isto šla, tako kot jaz, tako da se dobiva na pijači. In the rest is going to be written in the history, ali kako bi rekel. Tako da ja, gremo pit malo na easy. Mislim, da bomo danes rahlo opiti, ker je najmanjša Agua de Valencia pol litrška, tako da... Ja, dobro jutro v drugem dnevu Španije, drugi dan Valencije. Ja, včeraj je bila luštna noč, ne, tako pač 2 litra Agua de Valencia, tako v easy, pač bolj malo posedeti, malo poklepetati, ful luškano. Res čez drug vibe po noč mesta, kot je pač podnev, tudi tako, če podnev je ful dobro, pač po noč pa milijon ljudi, povsod vse restauracije, polne bari, polni prav, noro. Tako da, zdaj pa jest neki, pa pogledaj, če severni del bolj in gasa proti Granadi.